čeprav je današnji praznik svetega Jožefa Delavca, lahko rečemo mlad praznik, ima res utemeljeno vsebino in tudi je na mestu. Res, da se je oblikoval ta praznik kot odgovor na napredek, predvsem na področju industrije, delavske revolucije in tudi velikega, odkrivanja človeških stvari v zadnjem stoletju. Zato je tudi Cerkev dala odgovor, da ni samo neko delo, slepo delo, tisto, kar človeka želja vodi, ampak da je tudi sveti Jožef bil tisti človek z odgovornostjo do dela, ki je imel pogled do opravljanja svoje dolžnosti in pogled na Božje, ki presega stvari, ki so samo začasne. Ko smo v prvem merilu slišali o stvarjenju vsega sveta, je zapis v prvem merilu kot da Bog naredi svet, da ustvarja s svojim delom. Vse to je na nebu. Napisano je v prispodobi 7 dni. In tako tudi cerkveni dokumenti zelo močno naglašajo, da človek s svojim delom nikakor ni konkurent Bogu ali da bi stopil na Božje mesto. Ko se je začel velik napredek na področju znanosti, takrat so ljudje kar začutili, če so še naši predniki bili tako odvisni od teh zemeljskih stvarnosti, bomo rekli celo od vremena, od vseh stvari, danes marsikakšno stvar sami naredimo. Zato, ker imamo sposobnost znanja moči, čeprav se zavedamo, da vsak napredek tudi mi v dobrobit človeka, lahko celo v uničevanje. Kot človek lahko danes veliko več sam naredi. Si priskrbi stvari, oblikuje življenje, kar še 200 let nazaj ni bilo možno, s tem nikakor ne stopa na področje Boga. Ampak prav današnji praznik je na mestu, da se zavemo, da s tem, ko lahko veliko več naredimo, ker smo veliko več odkrili, je to tako, kot da Bog se razveseli, da človek v Božjem stvarstvu odkriva stvari zakonitosti in jih potem lahko uporabi v svojem življenju. Ko sem razmišljal o današnjem prazniku, o naših človeških sposobnostih, ki jih imamo pri delu, razvoju, znanosti, je podobno kot oče ali mama, ki opazujeta majhnega otroka. In ta majhen otrok kar naenkrat nekaj odkrije, da se tako da nekaj narediti. In začne nekaj ustvarjati. In ta mama in oče se razveseli. No, pa je končno ta otrok nekaj ugotovil, da meni ni treba zdaj tega dela, zdaj pa sam razvija. In ko bo nekaj ustvaril, bo odkril nove stvari in bo šel en korak naprej. In s tem se izgrajuje, spoznava in ustvarja. In tega majhnega otroka to veseli in ga vleče in ga priteguje. In podobno smo mi pred Bogom. Malo starejši otroci, ko v znanosti, tehniki, v tudi drugih področjih dela odkrivamo, se tega razveselimo in potem gremo s korakom naprej. In vse to, kar človek odkriva in ustvarja, in ta napredek, ki ga imamo v današnjem jeziku, bomo rekli, razvoj človeka, so kot majhni koraki, ki jih človek iz stvarstva vzame, končno spozna in lahko umesti svoje življenje.
naj nam pri vsem našem delu pomaga tudi priprošnja svetega Jožefa. V naši cerkvi imamo tudi oltar svetega Jožefa, čeprav je bil podoben nam njegova smrt, zaključek zemeljskega življenja, pa je tudi to na mestu, ker s tem spominom na minljivost naše zemeljske poti, potem tudi naše delo na svetu, naša prizadevanja dobijo pravo mesto, pravi pomen, pravi čud, ker vse to, kar človek ustvarja tukaj na tem svetu, ima tudi odmev za večnost, tudi v najmanjših drobnih stvareh, v tistih, katerih vidi samo Bog, pa je morda prikrito človeku, ima svoje mesto, svoje zrno ali kamenček v mozaiku našega življenja. Naj nam Bog po priprošnji svetega Jožefa da prave navdike, pravo modrost, da bi tisto in tako delali, da je dobro za nas in za naše bližnje. Brati in sestre, v današnji praznik svetega Jožefa Delavca slavimo dvojedinega Boga, ki je vir in začetek vsega dobrega in rodovitnost vsakega našega dela. Ob spominu na svetega Jožefa, vzornika delavcev, molimo za upanje, za posvetitev vsega človeškega dela. Gospod, podpiraj cerkev, da bo učila in sama znala spoštovati vsako pošteno človeško delo. Razodevaj vsem ljudem in vsem narodom dostojanstvo dela, saj je sodelovanje pri tvojih božjih načrtih. Pomagaj vsem delavcem, ki živijo v težkih razmerah zaradi krivic, nezdravega okolja ali pomanjkanja dela, da skoraj dosežejo pošteno plačilo, primerno stanovanje in ustrezno zaposlitev. Zbudi v nas pravo krščansko razumevanje delavcev, ki od drugod prihajajo k nam na delo, da jim bo naša ljubezen olajšala življenje pred nami in kazala pot k Bogu. Odpri nam oči za potrebe trpečih okoli nas, da bomo vsakemu radi lajšali njegovo bedo, saj je to najplemenitejše delo. Večni Bog, usliši naše prošnje za posvetitev človeškega dela, da ti bomo za vsem življenjem ugajali